Kje velikrat pa v rikvrc še niš plezal, a ne? Kaj? V rikvrc ne, a ne? Se je videl, ali? Ja. Ja, itak. Kje se smotri sploh. Stvar spina je velikla. A, evo. Kje pa je? To, ja. Servus, dober dan. Sta ma mudila, da ćemo aj gledati. To je adventurous. Down climb je bil, še enkrat. Če bi imela štant narejen, bi sigurno naredila. Pravijo, da paše per po aktivnostih v hribih. In tek smo, što na parkingu, na prelazu Paso Pordoj v italijanskih Dolomitih, 15. aprila končali našo 3-dnevno turno smučarsko zgodbo, ki sem jo poimenoval Aprilski tris. Naša smučarska zgodba pa se je začela 3 dni prej, ko smo se v večernih urah parkirali s Petrovim kombi avtodomom na izhodiščni točki nad vasjo Col Fosco v bližini bolj znane Alte Badije ali Cortine di Ampezzo. Prespali smo v upanju, da se slaba vremenska napoved izboljša. Naš prvi cilj je bil eden bolj markantnih in klasičnih dolomitskih žlihov, in sicer Sassonger, imenovan tudi Valscura. Ime Valscura pomeni temna dolina, saj v kuloar sonce dnevno posije le za kratek čas, dokaj zgodaj zjutraj. Gre za žleb približno enake dolžine kot Šerjanska žična, in sicer 800 metrov. Naklonina pa po večini 45 stopinj. Za primerjavo, doskočišče planiške velikanke ima naklonino 33 stopinj. No, vremenska napoved se ni izboljšala in zjutraj smo štartali v razmočen, oblačen in topel aprilski dan. Po noči je deževalo. Upali smo, da bodo temperature z višino padale in da je dež više prišel v sneg. Ni bilo tako. Sneg je bil težak in moker po vsej globini. Udiralo se je do pasu in čez stene nad nami so leteli južni plazovi. Megla in vlaga sta ga zagotovili prav turobno vzdušje. Od tretjine naprej vzpon preči pobočje, pod katerim je navpična stena. Tam čez te plast ne sme odnesti. Po upravljenih 2/3 vzpona se zaradi nezaupanja v stabilnost snega in strahu pred plazovi razočarani odločimo obrniti. Naša morala je fejst na psu. Ali opustiti načrte, ali naslednji dan poskusiti še enkrat. Skoraj vsako uro preverjamo vremensko napoved, ki za prihajajočo noč postaja vedno bolj obetavna. Nujna bi bila jasna in mrzla noč. Proti večeru skozi visoke oblake pokukajo prve zvezde. Odločimo se prespati in zjutraj poskusiti še enkrat. In res, zbudili smo se v jasno in frišno jutro, čist nekaj drugega kot prejšnji dan. Na drugi strani doline so prvi vrhovi dobivali sonce, saj smo štartali zgodno. Takoj, ko smo videli sonce, je bila motivacija nazaj. Včeraj smo do polovice vzpona že utrdili gas, zato smo danes lahko peš precej hitro napredovali. Peter je klasično potegnil naprej, z Andražem smo preudarno ohranjali lahkoten tempo, a vseeno hitro dosegla sedlo. Od sedla naprej je sneg postajal vse bolj suh in vse globi, kar nismo mogli verjeti, da proti vrhu gazimo prvovrsten pršič vse do kolen. Neverjetno, še pršič imamo. Neverjetno.
Kar naenkrat smo stali nad vstopom v naš težko pričakovani žleb Valskura, obsijan s soncem in odet v vrhunsko snežno odejo. Sanjsko. Boljših razmer si ne bi mogli niti želeti. Temna dolina, kot ji pravijo, ni bila nič kaj temna, saj smo bili tam ravno pravi čas. Hitro smo se pripravili za spust, smučenje, ki pa sledi, pa ne rabi spremne besede. Ajde, s to srećo. Nor kako luare. Si nor! Pusti malo gre. Lego, lego. Ne, v redu.
sem rekel, če že nočno gre. Ne bo. Kaj Pero, je dober golovar. Kojke? Nimam še kaj, toliko von, pa je dal eno izjavo. A sneg je bil fajn zgor. Nenormalni sneg je bil april. Tole pa že kar to je fajn teče. Zgora pršič. Palce so ti že skoraj padle, zdaj že. Če ne bo kako. Če imaš sponzorske dite. Šta na mago čak? No in tek smo prškijali do konca famoznega kuluarja Sassonger. Bili smo zmatrani, a obenem fejst gmajtni, saj je za nami nadvse lepa turnosmučarska izkušnja. Preškijali smo izredno lep kuluar in to v super razmerah in v sončnem vremenu. Do izhodišča smo imeli še cirka 1 uro hoje, a to je ob takem navdušenju mala malca. Na poti smo v zaprti koči na zaprtem smučišču nafehtali buteljko rdečega vina, saj šefica Pera ni imela. Sončna terasa z razgledom samo za nas. Pri kombiju smo posušili premočene cote in se po enem geserju pozno popoldne prestajali na novo lokacijo z novim načrtom dobre pol ure vožnje v stran. V večernih urah smo prispeli na prelaz Pordoj, odkoder bomo zadnji dan zgoraj zjutraj štartali proti naslednjemu opasnemu žlebu, kanalu Holzer. Budili smo se še po temi, zato da smo štartali ob svitu. Dolg dan je pred nami. V planu je famozni kanal Holzer. Na poti nazaj pa se spogledujemo še s kanalom Joel, torej 2 žleba. Štartamo ob 6 in hitro napredujemo. Po cirka 2 urah smo na vstopu. Kanal Holzer ni tako dolg, a glede na opis iz vodnička ima tudi kanal Holzer skalni skok. Naklonina pa mestoma presega 45 stopinj in se približa 50. Zaradi oblačnosti je vidljivost difuzna, respekt pred vstopom v kanal pa na vrhuncu. Gremo, ne te pojavimo škijali, jel? Ja. Tam šel do onega kamna. Kak kanal je stari. Jo. V redu je! V redu je!
No, zdaj tole pazimo. Teta je še kar naložena, ali? Pardon. Ne čist po robu tam škijat, boš to neter voziti. Kako je, ej. Pridi! La greš, Pero! Počasi, Pero. Prita dol! To dol čisto v redu zgleda. Nek led se on vidi, mogoče celo tu skok, sam mislim da je nižji. To naredimo, pa imamo spet naš najljubši del, uphill. Bowling kugle, stari.
Živeli. In tek smo prišli do podna kanala Holce. Imeli smo skoraj vse možne vrste snega. Kanal nas je dobro zmatral, a sledil je še vzpon nazaj na vstopno točko pri Rifugii Forsella Pordoj in spust skozi kanal Juel. Pot pod noge in po dobri uri in pol smo z Andražem na vstopu kanala Juel. Razmere nič kaj obitavne, a če smo že tu, zakaj pa ne bi preškijali še tega? Kanal Juel je najkrajši in verjetno najlažji od teh treh, a vseeno je naklonina od 40 do 45 stopinj, izpostavljenost in težavnost spusta pa mestoma primerljiva s Sasongerjem in Holcerjem. Pogled od vstopa zgoraj ni obetal nobene super škijarije, a kanal nekje po 200 metrih zavije in ne vidiš celotne dolžine. Je, kar je. Upala sva, da so za Ugalom boljše razmere. V najožjem delu žleba po dobrih 300 metrih spusta preškijamo do sijoče ledene ploskve, ki niti približno ni bila smučljiva. Ni nama preostalo drugega, kot da snamemo škije, obujemo dereze, v roke primemo cepin in ritensko splezava do točke, kjer se led konča. Po dobre pol ure rikverca, niže spodaj sonce, v juži sneg do mere, da smo lahko odsmučala do doline. Peter je Juela izpustil, kar je bila verjetno najbolj pametna odločitev. Evo, Juel, tam skozi smo morali iti peš. Down climb. Živ let je bil. To je pa fajn skozi zdaj. Zadovoljni ob doseženih načrtih treh turnih smuk v Dolomitih smo na prelazu Pordoj končali naš aprilski tris. S tem smo tudi v stilu kronali pestro turno-smučarsko sezono 2018. V upanju na še več takih sezon se vam zahvaljujem za pozornost. Srečno!